Biti državljan Evropske unije pomeni, da številne vidike našega življenja ureja nenavadno pravno telo. Kot da bi ogromen birokratski aparat sprejemal odločitve namesto nas. Mnogi Evropejci so prepričani, da njihov glas na evropskih volitvah ne pomeni nič in da Evropska unija v resnici ni demokratična. Kako demokratična je unija v resnici in ali lahko vaš glas sploh kaj spremeni? V demokratičnih državah javna politika temelji na volji ljudstva. Ljudstvo pa ni najbolj enotna stvar. Nešteto različnih skupin se bori za vpliv in pristojnost za sprejemanje zakonov in pravil, ki bi jim koristila. Delujoča demokracija z nadzorom in ravnotežjem ustvarja pravične razmere, ki ta boj omogočajo. Omejitev mandata pa preprečuje, da bi katere od skupin preveč prevladale. Vsega tega je konec na naših mejah. Mednarodna politika ni demokratična, temveč v nekem smislu anarhična. Ni ene same centralne in dovolj močne oblasti, ki bi skrbela za pravičnost ali uveljavljala zakone. Edini zakon je tiranija močnejšega in brezvladje. Zato so večji del človeške zgodovine močne države drugim preprosto jemale, kar so si poželele, z izsiljevanjem ali nasiljem. Da bi premostili brezvladje, je po drugi svetovni vojni nastala Organizacija združenih narodov, ki s pravili določa, kako naj bi države ravnale. Vendar tako rekoč nima pristojnosti. Ker si interesi njenih članic pogosto nasprotujejo, jo ponavadi vljudno prezrejo. Evropska unija pa je struktura s pravili in zakoni, ki jih morajo države članice dejansko izvajati, saj lahko sodišče Evropske unije sprejema zavezujoče odločitve. Unija je sprva nastala, da bi med evropskimi narodi vladal mir, na evropski celini pa blaginja. Vendar gre tudi za večjo mednarodno moč njenih članic. Unija je kot naddržava, ki naj bi bila demokratična in bi jo priznavali vsi državljani. Zato pa mora uskladiti različne interese različnih akterjev. Toda njene članice so države z zelo različnimi prioritetami. Kako torej deluje? Ker je Evropska unija grozno zapletena, politiki pa še bolj nerodni pri poimenovanju stvari kot znanstveniki, bomo vse zelo poenostavili in izpustili mnoge podrobnosti. Te si lahko preberete v referenčnih dokumentih. Skratka, kdor želi ustvariti demokratično zvezo neodvisnih narodov, ima dve možnosti. Prvič, vsem lahko dovoli, da izvolijo nacionalne politike, ki potem skupaj sprejemajo odločitve za vso zvezo. Ali, drugič, vsem državljanom omogoči, da neposredno izvolijo neodvisno institucijo, ki bo sprejemala zavezujoče odločitve. Obe možnosti imata dobre in slabe plati, Evropska unija pa je mešanica obeh. Poleg sodišča unije naj danes omenimo še 4 glavne institucije. Evropski svet, ki ga sestavljajo voditelji vlad ali vlad držav članic. Svet Evropske unije, ki ga sestavljajo ministri držav članic. Tretja je Evropska komisija, ki je pravzaprav vlada Evropske unije in jo sestavljajo po en komisar iz vsake države članice. Nazadnje pa omenimo še Evropski parlament. Parlament je edino telo unije, ki ga na evropskih volitvah neposredno izvolite državljani. Načeloma na sestavo vseh teh institucij vplivamo z neposrednim ali posrednim glasovanjem na nacionalni ravni ali na ravni Evropske unije. Seveda to za nekatere velja bolj kot za druge. Ko na primer glasujete v svojem predstavniku v državnem zboru, sooblikujete vlado, katere predsednik ima kot voditelj države sedež v Evropskem svetu. Voditelji držav izvolijo predsednika Komisije Evropske unije in druge komisarje, ki jih nazadnje potrdi Parlament Evropske unije. To je oblika posredne demokracije. Čeprav niste izvolili komisije, ste izvolili ljudi, ki so komisijo imenovali in tiste, ki so jo potrdili in jo nadzorujejo. Tako sta pravzaprav 2,5 od 4 glavnih institucij Evropske unije odvisnih od vlad držav članic. Ker pa lahko kot državljani neposredno izvolite le Evropski parlament, se boste vprašali, koliko moči v resnici ima. Kako vplivan je torej vaš glas? Evropski parlament na začetku ni imel prav veliko vpliva. V zadnjih 2 desetletjih pa je postajal vse pomembnejši. Danes mora odobriti nove zakone, ki so lahko za države članice zavezujoči. Glasujete tudi o tem, kako naj se porabi proračun Evropske unije in o mednarodnih sporazumih. Zaradi vsega tega ima parlament veliko moč, vaš glas pa velik vpliv, celo na mednarodni ravni. Če ga primerjamo z nacionalnim parlamentom, pa mu še vedno manjka ena pomembna pristojnost.
Parlament Evropske unije namreč uradno ne more sam predlagati novega zakona. Pogosto je prav to eden glavnih razlogov za trditve, da Evropska unija ni dovolj demokratična in da bi moral Evropski parlament postati vplivnejši. Evropsko unijo trenutno nadzorujejo predvsem vlade držav članic. Če bi imel parlament več pristojnosti, bi bila Evropska unija kot celota bolj demokratična. Toda hkrati bi imele manj pristojnosti države članice. Ni jasnega dokaza, kateri pristop je boljši. Konec koncev morajo o tem, kako naj bi se unija razvijala, odločati države članice in državljani, torej mi. Torej, kaj lahko iz vsega tega sklepamo? Evropska unija kot celota ni tako demokratična kot večina njenih držav članic, a vendar je demokratična. Če se ne strinjate z njenimi odločitvami, na primer glede avtorskih pravic, lahko preverite, kako so glasovali vaši predstavniki in glasujete za druge. Prizadevanje, da bi bila unija bolj demokratična, je tesno povezano s tem, kdo je za kaj pristojen. Evropska unija se spreminja. Kot državljani pa ne glasujemo samo o trenutni politiki, ampak tudi o tem, kakšen bo ta sistem v prihodnosti. Veliko strank in politikov se je zavezalo, da bodo okrepili parlament in s tem tudi naš glas. Mnogi drugi ne želijo, da bi se spreminjal, nekateri pa celo, da bi imel manjšo vlogo. Na vas je, da se odločite, kaj je po vašem mnenju bolje za prihodnost unije. Trenutno je za Evropsko unijo enako pomembno, koga izvolite doma. Saj so prav ti ljudje v Evropski uniji najbolj vplivni. Po državah pogosto iščejo grešnega kozla prav v Evropski uniji. Politiki predvsem pred državnimi volitvami radi povejo, da je Evropska unija vsemogočna ter sprejema pravila in zakone namesto vlad in državljanov, čeprav so bili pogosto sami neposredno odgovorni za ravnanje Evropske unije. Demokracija je zoprna, zapletena in pogosto zelo dolgočasna. V Evropski uniji še veliko bolj kot v državah članicah. Vseeno pa je eno najpomembnejših orodij, ki jih imamo državljani, da se udeležimo volitev in nismo brezbrižni do tega, kako se naše politične institucije spreminjajo. V zadnjih nekaj letih se je pokazalo, da lahko volitve vodijo tudi do skrajnosti. Odločiti se moramo, ali želimo v tem procesu sodelovati. Če se ne bomo sami udeležili boja za moč, ki jo ima politika, se ga bodo zagotovo udeležili drugi in morda nam ne bo všeč, za kar se bodo odločili namesto nas.